teden nova dirka, tokrat malo drugače. Jutri grem na Gran Fondo Križevce na Hrvaško, kamor so me zelo lepo povabili. In ker prihajamo v finale prvega dela sezone, naslednji teden je potem Franja in potem še čez en teden Argonautski maraton in državno prvenstvo na cesti. Smo zdaj v finišu treningov, zato je jutrišnji maraton neke vrste trening in rezultatsko ni pač toliko pomemben. Zato danes ni klasične aktivacije, ampak kar trening in to orang trening 4 ure, malo VO2 in na koncu še fatig intervali. A včeraj je bila vzdržljivostna vožnja, predvčerajšnjem pa tudi 4 ure long vožnja. Tako da je to en tak sklop, ker se zaključuje, da gremo bolj počasi proti teperju, proti finalu sezone, kar pomeni, da tudi velik jem. Loading v bistvu traja že cel teden, je skozi skoraj vsak obrok 2 grama na kilo ogljikovih hidratov. Zdaj zadnji dan, tudi vse low fiber, pred dirko, ker pol moram še na pot 2 uri, grem danes že tja. Kar presenetljivo tole, moram reči. Sem pričakoval, da bo slabš 4 urce, na koncu še 2-krat Katarinca. Pojedel sem 360 gramov hidratov, pil 3 litre vode, pa danes res ni vroče. Tako da zdaj oprat kolo, pa gremo dalje. Evo napakiran, grem sam na Gran Fondo Križevci, ki ima Nina predstavo. Naš avto je na popravilu, oziroma odpoklican je bil strani Citroena, da je veriga za zamenjati in to so tudi ugotovili, ampak če verigo utrga vmes, tisto, kar utrga zraven verige, krijemo sami, tako da preprosto ne upam iti z njim, dokler čakamo to verigo na pot. Zato so mi prijatelji pri Avtohiši Seliškar zelo lepo omogočili tale nadomestni avto, da lahko grem na dirko Gran Fondo Križevci. Tako da hvala res. Pa še večji od Berlinga, malo daljši. Tako da gremo na pot 2 urci. Malo malce med potjo. Pa še v bistvu pol imam v rukzaku ene bombone. Evo ga, v hotelu, končno. Po 2 urah pa nekaj vožnje. Bolj vesel, da imam to opcijo, da lahko prespim. So me organizatorji povabili in lahko prespim eno noč prej v miru. In jutri komaj čakam dirko. V easy, malo pojest, potem večerjo še zadnji del loadinga, pa spata, počasi pa počivati. Šel sem torej na večerjo, vmes pa še na hitro pogledal povorko, saj so v Križevcih imeli mini vikend festival, ki se je poklopil z Gran Fondom in je v mestu vladalo super vzdušje. Doma še nisem namazal verige, ker sem kolo prav pa šel direkt na pot. Zdaj bo še treba namazati verigo pred spanjem. Namazano, takole se lep beli vosek vidi. Jutri bo dirka relativno hitra in eksplozivna, zato ni toliko gelov. Tole bom vzel zraven, v 2 flaški bom dal, pa enega po moje že na štartu, ker po moje pričakujem, da bo kar oreg tako od začetka. Se pravi 90, 2 uri pa pol, pa štart pokrit s tem, pa prehrana poštimana, zadnja 2 dni tako kot treba, pa bo čist dost, pa voda. Mogoče še kakšen bonbon za rezervo, kakšen jelly bar, bom videl, imam zraven. Ampak zaenkrat osnova je to. Evo, takole izgleda na koncu. Tik pred spanjem, še malo regeneracije. Lep dan se je naredil. Dobro jutro, gremo na zajtrk po Paksja. Dostava na zajtrk. To je to. Hvala. 9-8. Številko sem po zajtrku namestil na dres in na kolo, se tokrat ogrel z elastikami kar v sobi in pripravil tudi vse ostalo. Sledil je odhod na prizorišče in ogrevanje na kolesu.
Čas hitro teče in že sem bil na štartu, kjer je bilo vedno več kolesarjev. Napetost je počasi naraščala in končno je prišel čas začetka dirke. Najprej je sledila zaprta vožnja, da smo prišli ven iz mesta. Čakalo nas je 105 km in nekaj čez 1000 višinskih metrov. Taka panči proga z veliko hupserji in enim malce resnejšim vzponom. Ko se je motor odmaknil in se je dirka odprla, pa se je začela akcija. Sledilo je več pospeševanj, tudi sam sem pretegnil noge in veliko je bilo poskusov bega. Brez težav se je vse pokril, dokler eni majhni skupinci ni uspelo narediti nekaj sekund razlike. Tudi to se je polovilo in sledilo je veliko menjav ritma, kjer se je na vsak hupser šlo na polno, pa spet malo umiril in tako se je ponavljalo nekaj časa. Hitro smo zaključili tisti prvi manjši krog trase in začeli drugega večjega. Pred prvim malce daljšim klancem se je ritem precej umiril, saj so vsi čakali na ta trenutek. Na klancu je šlo precej na nož, ampak nihče ni uspel pobegniti. Sam sem pa tokrat samo sledil, saj nisem dovolj dobro vedel, kaj me še čaka v nadaljevanju. Sem pa na kakšnem hupserju vmes poskusil spremeniti ritem, da se začne malce nabirati utrujenost v skupini, ker je počasi bil že čas, da se malce prepolovi. Na tej točki nas je bilo okoli 30. No, potem je pa prišel glavni vzpon dneva, ki je bil dolg okoli 1,5 km, štel je pa tudi za denarno nagrado za tistega, ki bo prvi na vrhu. In glede na to, da je bil kratek, so nekateri štartali zelo na moč.
Tukaj sem se malce ustrašil, ker je na pogled klanec izgledal daljši, kot je v resnici bil, in kljub temu, da sem začutil, da ritem ni preveč hud, nisem pospešil in samo sledil. Od vrha proti spustu se je en kolesar malce odlepil, ampak smo to hitro uspeli poloviti. Zdaj sem že vedel, da sta do konca samo 2 hupserja in 25 km, ter da sem v šprintu slabši, nas pa je bilo še vedno 11. Zato sem se odločil, da bom ob vsaki priložnosti poskusil naviti tempo, da bi mogoče še malo razredčil skupino. Žal ni uspelo in tudi na ravnini proti cilju je ritem tako padel, da sem v coni 2 ostal od spredaj in nihče ni želel naprej. Ko smo se približali križovcem, pa se je začel boj za pozicije. Sam sem nekako želel priti naprej, saj sem ob ogledu zaključka pred dirko videl, da je krožni promet in trasa v levo, zato sem zaradi varnosti potegnil na prvo pozicijo. Zdaj je bilo do konca še 500 metrov in sledil je seveda šprint, kjer pa mi ni uspelo ujeti zavetrja in naredila se je luknja, tako da sem zaostal. Vseeno sem v cilj prišel z dobrimi občutki in zadovoljen. Kad si krenuo, svi su bili onak samo elastika tamo da ne. Jer kreneš onako fakat. Pogledal sem na hitro rezultate in videl, da sem končal na 10. mestu generalno in drugem v kategoriji od 30 do 39 let. Preoblekel sem se in ob prihodu nazaj na prizorišče pojedel malco. Imeli smo pa celo to srečo, da je parni valjak imel tonsko vajo in smo lahko prisluhnili njihovi glasbi. Bil je čas za podelitev in tukaj so poskrbeli, da so bile nagrade v generalni razvrstitvi tudi denar. Mjesto osvojio je Robert Korošec. Stotinke za 105 kilometara. Niš dok sprintat. Sprint je zdaj že znan. A ja? Evo, glih sem po podelitvi, se pravi drugo mesto v kategoriji, na koncu 10. skupno, šprint kot šprint.
Ampak naj povem, Grand Fondo Križevci je res prijetno presenečenje nad organizacijo, nad vsem. Ceste sicer pač levi pas je bil odprt, ampak brez kakršnega koli problema. Policija je zapirala, redarji, vse BP, tudi trasa sama lepa, mogoče za mene malo premalo klancev, ker ta panči moment glih nisem najbolj panči gaj, ampak okej. Nima veze, po včerajšnjem treningu 4 ure res sem se dobro počutil. Sploh po 2 urah je šlo gor. Sama podelitev, vrhunsko oder, tako kot Letap, tako kot Franja. Tako da res priporočam, če boste imeli naslednjo leto možnost, opazujte, kdaj bo Grand Fondo Križevci, ker je res dobro organiziran in tudi močni fantje, mladi, tako da super. Zdaj pa nazaj, pot domov, 2 urci, pa se spočiti za finalna 2 tedna prvega dela sezone. Mi se pa definitivno gledamo naprej.